Najlepša hvala za predstavitev in najlepša hvala tudi vam, da ste se tako številčno odzvali vabilo in hvala seveda tudi Mariborski knjižnici za povabilo. Danes sem pripravil en predavanje, en tak kulturno-zgodovinski pregled čez dogajanje na širšem mariborskem prostoru v zgodnjem srednjem veku in visokem srednjem veku, torej v času od 6. stoletja, ko so se v tem prostoru začeli naseljevati prvi Slovani, in do 12. stoletja, ko je prostor nekako dokončno prišel oziroma bil vključen kot sestavni del Nemškega cesarstva oziroma kot se je uradno imenovalo Svetorimsko cesarstvo nemške narodnosti. Kot je Nataša omenila, sem arheolog, torej moje raziskave se prvenstveno naslanjajo na arheološke vire, pri čemer pa je za potrebe njihove interpretacije pogosto zelo koristno obravnavati tudi zgodovinopisne vire, torej pisne vire, ki so se ohranili, in za potrebe interpretacije skupnostnih identitet pa še posebej pridajo prav rezultati geolingvističnih raziskav, torej veje jezikoslovja, ki se ukvarja z razvojem narečij skozi čas, torej historične geolingvistike. Ko govorimo o začetkih Maribora, običajno nekako smo navajeni omenjati letnico 1164, kar je najstarejši znan zapis imena Marburg. Gre za ime takratnega gradu nad Mariborom, torej utrdbe v Marki kot mejna marka tega cesarstva na meji z nemškim kraljestvom. V pisni viri 12. stoletja z različnimi imeni ta mejna marka imenuje Podravska marka, marka onstran gozda, gledano iz strani Koroške, je bilo onstran tega gozda v Dravski dolini, tudi Ptujska marka kot Ptuj kot najpomembnejšo centralna naselbina tega prostora. No, bistveno pa je to, da dejansko ne gre za omembo Maribora kot naselbine, ampak kot rečeno kraja, gradu. Prvo omembo naselbine pod tem gradom pa datiramo v leto 1209, ko je prvič omenjen forum Markburg, torej forum kot trg. Trgi v tem obdobju zgodnjega visokega srednjega veka so imeli pomembno funkcijo, neko noviteta se je zgodila, kajti v času fevdalizacije so pravico do trgovanja imele samo naselbine, ki so jim vladarji to pravico podelili. To je bil neki privilegij, ki je poskrbel za to, da se je naselbina lahko nemoteno razvijala. In torej Maribor je nekako se smatra, da je od začetka 13. stoletja dalje že ta neka tržna naselbina, ki je potem predhodnik poznejšega mesta srednjeveškega. Vendar pa obstajajo tudi neki zapisi, ki so indici za to, da lahko že v 12. koncu 12. stoletja razmišljamo o Mariboru kot o trgu. In predvsem recimo ta zapis, ki je nastal med leti 1185 in 1192, omenja župnika v Mariboru, kar pomeni seveda, če je bil župnik, je imel cerkev in ta cerkev je seveda v naselbini bila. Zato lahko predvidevamo, da je že takrat obstajala na mestu poznejšega Maribora neka naselbina, ki ni imela zgolj neke agrarne funkcije, ampak tudi druge centralne funkcije, kot v tem primeru neko cerkveno-pravno funkcijo. Vendar pa so še drugi zapisi, kot je ta zapis, ki je sicer iz 13. stoletja, ampak govori o času konca 12. stoletja, ko je omenjen nek Dietrich iz Zgornjega trga. In torej že tu oppidum je namreč izraz, ki se v tem času je rezerviran za neke neagrarne naselbine, ki imajo običajno ravno to tržno funkcijo tudi, ki sicer ni nujno, da je bila izrecno
podeljena, no, čeprav rečem, vladarji so seveda podeljevali in s tem legalizirali to pravico do trgovanja, vendar je samo ta akt trgovanja se običajno dogajal na nekih točkah, kjer je ravno so bila že neka predhodna izhodišče, ki so k temu napeljevala. No, in v tem zapisu imamo zelo pomembno to dikcijo iz zgornjega trga. Torej, lahko rečemo, da torej v konec 12. stoletja sta že v Mariboru že bila vsaj dva trga, zgornji in spodnji. In zdaj, kje bi zdaj ta dva trga, kje jih moramo iskati? To je izsek zemljevida franciskanskega katastra. Glede na topografski historični razvoj mesta, vemo, oziroma je teza, da se je ta najstarejši trg mariborski, da se je razvijal v steku Koroške ulice in potem v nadaljevanju pa se je razvil še na zgornjem, tam, kjer je danes glavni trg. To bi lahko bila ta zgornji in spodnji trg. Ne. Vendar pa ne smemo pozabiti, da pa se sami začetki Maribora, že tudi iz tez, ki jih je Jože Curk v drugi polovici 20. stoletja postavljal, po njegovem mnenju se sami začetki Maribora morajo iskati na Lentu, tukaj, kjer je prostor, kjer se zdaj nahajamo, namreč na prostoru Vojašniškega trga, Minoritskega samostana in Žičkega dvora, poznejšega, ne? Vse te stavbe so bile pozneje zgrajene. Ne, torej, to je ta predel mesta, kot vidimo na levi strani utrdba Benetke, ki je bila potem zaradi del z elektrarnami v 60. letih 20. stoletja so bile porušene ta utrdba. Potem sodni stolp vidite na sredi, tam, ki se danes nahajamo, na desno v ozadju Minoritski samostan in tukaj Žički dvor. Ampak vse te stavbe so seveda nastale pozneje. Če zdaj mi govorimo o 12. stoletju, nobena od teh stavb še ni stala. So pa bile med arheološkimi raziskavami, ki so se odvijale v sklopu prenove Minoritskega samostana, torej Lutkovnega gledališča, odkriti deli stavbe, ne, vidite tu v spredju, ta širok temelj in s tem tlakovanjem, ki glede na spremljevalno gradivo, njegov nastanek moramo datirati v 11. stoletju. In gre torej za neko mogočno zidano stavbo, ki je v tem času seveda rezerviran izključno za plemiče. Nek fevdalni dvor očitno, ki je bil tukaj postavljen na tem mestu bližini prehoda čez Dravo, bližini tega rečnega pristanišča, Lenta, namreč ne, pristana, ker ta točka je pomembna ravno zaradi tega, ker je tukaj zelo ugodno naravne razmere za pristajanje rečnega prometa, ne, iz tega vidika je pomembno bilo tako točko nadzirati. No in v tem času očitno je, torej v 12. stoletju je tu že stala mogočna stavba, pač zgrajena je bila v 11. stoletju, najpozneje v začetku 12. stoletja, torej preden se pisni viri sploh omenjajo neko poselitev Maribora. In v sklopu teh raziskav so bile tudi arheološka izkopavanja v notranjosti Minoritske cerkve opravljena, no in tudi rezultati tega kažejo, da je ta cerkev bila najverjetneje zgrajena že v 11. stoletju ali pa vsaj v prvi polovici 12. stoletja. Torej imamo mi v času, še preden so pisni viri sploh omenjali Maribor, neko pomembno centralno naselbino, neagrarno naselbino, zdaj, da tako rečem, na prostoru poznejšega srednjeveškega Maribora. No, arheološke raziskave, zdaj najnovejše, ki pa so bile na prostoru Vojašniškega trga opravljene, ravno tako rekoč, oziroma ravno tako nakazujejo na razvoj nekega tržnega prostora. In se zdi se, kot da gre prav za trg. Torej, neki prazen prostor, okrog katerega so bile postavljene zidane stavbe in na samem trgu pa neki pomožni objekti, kot neke lope, stojnice, nekaj takega, kar je bilo pač odkrito med arheološkimi raziskavami. In kot rečeno, sami začetki tega razvoja tržnega ob tej cerkvi, ki je bila že v 12. stoletju skoraj tako velika, kot je današnja Minoritska cerkev, ki skozi naslednja stoletja so jo seveda prezidavali, ampak že v tem času je bila očitno to neka mogočna cerkev. In mogoče bi celo lahko tisto omembo tistega župnika iz konca 12. stoletja umeščali nekako sem,
to je zdaj ena teza, ki je težko še ta trenutek kaj več o njej povedati, ampak mogoče je dejansko na tem mestu stala prva mariborska župna cerkev, še preden je bila zgrajena cerkev na Svetega Janeza Krstnika na današnjem Slomškovem trgu. Vendar, kot rečeno, ti ostanki, ki so tukaj, niso starejši od 11. stoletja. Kaj pa je bilo pred tem? Kakšna je najzgodnejša poselitev Maribora? Vemo recimo pri raziskavah tukaj so bili odkriti sledovi neke poselitve že iz prazgodovine, iz pozne bronaste dobe, torej iz časa okrog 1000 pred našim štetjem. Potem tudi ostanki iz rimske dobe, torej 2., 3. stoletja našega štetja, mogoče še 4. stoletja našega štetja. Potem pa je poselitev nekako izumre, kar je velja za širši mariborski prostor, da je, čeprav je v rimski dobi bil zelo gosto poseljen, najgosteje od vseh arheoloških obdobij, pa se ta poselitev nekako sega še v začetek 4. stoletja in potem se prebivalstvo odseli zaradi nekih situacij, družbeno-politične situacije, ki očitno ni več, zaradi katere ni bilo primerno živeti na takem odprtem prostoru tega severnega Dravskega polja. Imamo pa na prostoru poznejšega srednjeveškega Maribora neke indice, da pa so ljudje bili prisotni tukaj. In sicer en taki najmočnejši indic so dva novca, ki sta bila odkrita na Židovski ulici, začetka, ki pripadata, oziroma ki sta bila skovana za časa bizantinskih cesarjev prve polovice 7. stoletja. In postavi se vprašanje, kaj imajo za iskati bizantinski novci v Mariboru, ker Maribor pač ni bil nikoli sestavni del bizantinskega cesarstva. Zato, da lahko odgovorimo na to vprašanje, moramo malo širšo politično situacijo pogledati. In sicer, kakšna je bila politična situacija tega širšega evropskega prostora okrog leta 600 našega štetja. Takrat je večji del karpatskega bazena zavzemala politična tvorba z imenom Avarski kaganat, katere jedro, torej prostor, recimo okvirno prostor današnje Madžarske in nekatere okoliške pokrajine, vključno z vzhodnoalpskim prostorom današnje Slovenije, torej in tudi vključno z mariborskim prostorom Vred. In jedro tega kaganata, gre za vojaško zvezo in njegovo jedro so predstavljali ljudstvo Avari, gre za turško ljudstvo iz Srednje Azije, ki je zaradi nekega političnega dogajanja, pri katerem so bili poraženi, se praktično mogli iz tistega prostora omakniti in se zaradi tega pripotovali v Evropo, kjer so pa naenkrat začeli igrati vlogo zavojevalcev. In uspeli so pridobiti na svojo stran plemena, ki so na tem prostoru karpatskega bazena se v tem času začeli naseljevati. In pretežno so to bili Slovani. Prve slovanske skupnosti, ki so začele se naseljevati v ta prostor, torej onstran Karpatov iz step vzhodne Evrope, in so že pred koncem 6., najpozneje začetku 7. stoletja naselili tudi mariborski prostor. Torej, in iz pisnih virov vemo, da so ti skupni pohodi Avarov in Slovanov bili strah in trepet okoliških držav, predvsem bizantinskega cesarstva, ampak tudi Bavarcev in Langobardskega kraljestva v zahodni Italiji sočasnega. No in vemo, da so Bizantinci bogate tribute plačevali Avarom v zameno za obljubo, da jih ne bodo napadali. In torej so se ti novci bizantinski zaradi tega razširili po celotnem prostoru Avarskega kaganata in dva od teh sta prišla tudi v Maribor. Tako da niso zaenkrat na prostoru srednjeveškega Maribora poselitev iz 7. stoletja ni bila odkrita, imamo pa neko indic, neko prisotnost ljudi tik nad rečnim prehodom, tako rekoč, ki je bil tudi v srednjem veku most, tam, kjer je danes glavni most, je tudi v srednjem veku mostišče bilo kot neki najugodnejši prehod čez reko Dravo. Je pa v tem času, začetka 7. stoletja, bila
poseljena neposredna okolica Maribora in sicer najstarejša med naselbinami, ki je bila odkrita v Malečniku pod Melskim hribom, tam na mestu, kjer avtocestni most prečka, novi avtocestni most prečka Dravo. Ravno na tem razširjeni terasi je bila odkrita naselbina, enostavna kmečka naselbina. Arheološki ostanki take zgodnje srednjeveške naselbine izgledajo takole, precej neugledno, za laika sploh ne bi se morali interpretirati, kaj to je. Gre pa za ostanke naselbinskih, nekih enostavnih naselbinskih objektov, enostavnih hišic, enočeličnih. In sicer, to je ena taka rekonstrukcija, ena take zgodnje slovanske, zgodnje srednjeveške naselbine, no in take značilne so bile v tem času hiše z poglobljenim dnom. In tista črna jama z tem ruševino kamenja je ostanek ene take hiše, ki je bila podkrita tam čisto na levi strani slajda. Vidite, tako z enostavno, tako šotorsko streho, podkrito običajno s trstičjem, in v notranjostih, v tej poglobljeni jami, tako rekoč zemljanka, nekateri to imenujejo, oziroma polzemljanka, je tudi kakšna peč bila, s katero so se greli, si kuhali, no in ruševine, take kamnite, ki so v tej jami, v takšnih jamah bile odkrite, pogosto ravno nakazuje to, da gre za neke take enostavne bivalne objekte z pečmi. Torej, to je sicer rekonstrukcija ene situacije, ene naselbine iz Ptuja, ampak zelo podobne so bile vse te sočasne naselbine in tudi te, ki so bile tukaj, ta prve naselbine v okolici Maribora odkrite, tudi v Malečniku, lahko nekako si tako predstavljamo življenje v enih takih enostavnih hišah. Ljudje so kuhali v takih pečeh brez kupole, v loncih, taki kot se je nekoč so se uporabljali za kuhanje v peči, ki se z burklami ven pa noter daje, to je neki ta tip kuhinje. Pretežno so uporabljali za hrano žitarice, torej neke močnate jedi, kruh, ki so ga pod pekvo pekli, tukaj spode vidite. Žito so mleli v ročnih žrmljah, tista gospa tam na levo spodaj nakazuje. No in bila seveda je odkrita v naselbini tudi ostanki kuhinjske lončenine. Ravno na podlagi kuhinjske lončenine lahko kulturno pripadnost teh prvih slovanskih prebivalcev mariborskega prostora določimo. In sicer najboljše primerjave za to lončenino, kar nakazuje, odkot so se ljudje v mariborski prostor priselili na začetku, torej konec 6. začetek 7. stoletja, je panonski prostor, torej prostor današnje zahodne Madžarske in južne Slovaške in južne Moravske. To je nekako prostor, ki je v tem času bil neko izhodiščno močno področje slovanske poselitve, ki je potem polagoma že proti zahodu se pomikala. Aha, to je en tak na desnem vidite en tak odlomek značilen ta najzgodnejše srednjeveške keramike, na levi vidite risalsko konstrukcijo tega zgornjega dela lonca, spodnji žal ni bil odkrit. In tukaj na tem zemljevidu vidite eno kaotičnost nekih puščic, ki nakazuje smeri, po katerih so se ti prvi slovanski prebivalci selili po Evropi. Namreč iz tega izvornega področja, iz južno-ukrajinskih step, je med 5. in 7. stoletjem prišlo do močnih poselitvenih aktivnosti, skozi katere so Slovani praktično poselili celotno srednjo in jugovzhodno Evropo. In arheologi so na podlagi različnih tipov predmetov vsakdanje rabe pač določili nekako take arheološke kulture, to imenujemo, na podlagi katerih lahko sledimo premikom tem skupnostim, tem prvim Slovanom po Evropi. In ravno prostor današnje Slovenije je prostor, kjer je prišlo do intenzivnega mešanja vseh teh različnih skupnosti. Vendar pa ta najzgodnejša poselitev, ki je vezana ravno na ta prostor Panonije, severne Panonije, to, kar je tukaj z zeleno označeno, nakazuje ta najzgodnejšo pripadnost, odkot so pravzaprav ljudje v ta prostor se
potem, ko je rimsko cesarstvo propadlo in so se prvi Slovani naseljevali, odkot so ti Slovani prišli. Potem v naslednjih desetletjih, stoletjih so tudi iz juga gor po Balkanskem polotoku se premikali in je prišlo do enega intenzivnega mešanja že v času naseljevanja slovenskega prostora. Torej, ko govorimo o ta prvih prebivalcev v Sloveniji, nikakor ne gre za neko homogeno skupnost nekih praslovanov, ki se je tukaj kot ena skupina naselila. To si moramo predstavljati kot neke posamezne družine ali pa nekaj družin skupaj, ki so se premikale po prostoru in se naselile tam, kjer se jim je zdelo najugodnejšo, glede na njihov način življenja, glede na tehnologijo, ki so imeli na razpolago. Pri določanju teh različnih smeri poseljevanja našega slovenskega prostora je zanimive rezultate dala ta regionalna geolingvistika, torej jezikoslovne raziskave, ki se ukvarja z razvojem narečij. In sicer ugotovili so, da je v času naseljevanja današnjega slovenskega prostora prišlo oziroma da lahko opazuje neki dve glavni skupini, razliki so, kako bi rekel, dve izvorni področji očitno v glavnem sta, odkot so pretežno prihajali ti prvi naseljenci, in sicer ena iz severa, kot sem nakazoval ravno tisto za Želeno puščico, to iz panonskega prostora, in tisti so nekako naselili prostor severno od Save, grobo gledano, torej zgoraj nad to rdečo črto, pretežno iz juga pa so naselili očitno prostor južno od Save, zelo, zelo schematično zdaj gledano. Torej, današnja koroška, štajerska, severno-štajerska in panonska narečja so izvorno nekako oziroma dediščina teh najzgodnejših govorcev, ki so iz severno-panonskega prostora v slovenski prostor prispeli. V teku 7. stoletja pa so potem ta širši prostor slovenskega panonskega Podravja, to, kar je tukaj ta zemljevid označen, gre za panonski del slovenskega Podravja, torej Dravsko ravan kot središče tega in tisti del okoljskih spetin, Haloze, Dravinske gorice, Pohorje in Slovenske gorice, s katerega se v panonski del Drave stekajo vode. To čisto tako kot hidrogeografska razlaga tega prostora. Historično gledano pa to nekako gre približno za prostor, ki obsega to podravsko marko, kot sem jo prej omenil, ki je omenjena v 12. stoletju, za razliko od tega čisto skrajno vzhodnega prostora, ki je bil vključen v nemško cesarstvo komaj pozneje, ko je Štajerska se konec 12. stoletja formirala. Ampak to niti ni tako pomembno. V glavnem, na podlagi te koncentracije naseljevanja v tem prostoru bom poskusil že razložiti nekako ta kulturno-zgodovinski razvoj. Zdaj, ne bom mogel vseh točk, vseh arheoloških najdišč posebej predstavljati, ker seveda ni časa za to, zato bom nekako se osredotočil na najbolj značilne oziroma predvsem na tiste, ki so zdaj na mariborski prostor vezani. In ena od teh je, ki je gotovo pomembnejša naselbina, zgodnjesrednjeveška je bila odkrita v Spodnjih Hočah, na tem prostoru, kjer je danes Hofer in križišče, tam, kjer je pač obvoznica se stika parkirišča pred Hoferjem, je bila odkrita in tam so bili odkriti ostanki neke domačij. Spet ena taka zemljanka, kot sem prej kazal na prejšnji fotografiji, tokrat izpraznjena. To torej, če tisto črno ruševinsko plast ven vzamemo, dobimo dno neke take jame in ta ruševina kamnita je ruševina peči, v kateri so kuhali v takih loncih, kot je tukaj rekonstruiran. Potem druga taka naselbina je bila, ki tudi začetke in tako hoče kot te naselbine v Slivnici, začetki kažejo že na poselitev pred sredino 7. stoletja, torej ta najzgodnejši valovi naseljevanja. No in tukaj so nekateri vsakdanji predmeti iz slivniške naselbine, ki je bila odkrita na trasi avtoceste tukaj južno od cerkve, neposredno zraven današnje Slivnice. In tak značilni kos te vsakdanjega predmeta je tudi en tak
pladenj oziroma pražnica, ki je bila odkrita. Gre za pladenj, na katerem so sušili oziroma pražili žito, zato da jim, ko so ga shranjevali za pač pozneje ali v zemljenih nekih jamah ali pa v lončenih posodah, da jim ni skalilo. Ne. Je trebalo preprečiti to na tak način, da se žito malo popraži in s tem ga konzerviraš na nek način. To, kaj pa je levo od tega, to so žrmljeni kamni. Žrmljeni kamen, s katerim se žito melješ v zdrob in v moko. Kot je na tisti sliki, ki sem prej kazal, ta gospa, ki melje v enem takšen, to se taka lesena palica se noter lahko dala in se s tem vrtelo to in ti si žita na tak enostavni način s tem mlel. Potem teko 8. stoletja je prišlo še do dodatnega naseljevanja oziroma vedno nove naseljenci so prihajali v ta prostor in če dobro pogledamo, vidimo, da se je nekako dve osrednji koncentraciji se tvoriti. Ena, mogoče najočitnejša v okolici Ptuja, kjer je bilo tudi v rimski dobi center te regije, kjer je bila mesto Petoviona kot najpomembnejše mesto v rimski dobi na prostoru današnje Slovenije. In tudi v zgodnjem srednjem veku je ta prostor bil nadregionalno pomemben, kot bomo pozneje še omenil. Tudi tukaj je eden od redkih mostov, ki so se sploh ohranili čez reko Dravo še iz rimske dobe, v srednji vek je stal še vedno na Ptuju. Tako da tu je pomembna prometna komunikacija bila, ki je pritegnila na nek način tudi naseljence. No, torej en koncentracija na Ptuju, drugo koncentracijo pa vidite na severnem delu Dravskega polja, tam ravno okrog Maribora, med Dravo in med obronki Pohorja. Te naselbine, ki sem je prej kazal, še dalje obstajajo in tu se razvijajo neke skupnosti. Ta koncentracija poselitve, ki jih tu vidimo, nakazujejo na tvorbo nekih skupnosti, ki je zavzemala nekaj okoliških vasi. V zgodnjem srednjem veku, slovanskem svetu zgodnjega srednjega veka, take skupnosti imenujemo župe. Gre za neke osnovne politične enote tega časa, v katerem so prebivalci nekako, kako bi rekel, izvajali svoje državljanstvo, svoje državljanske pravice. To si morate predstavljati, to je res neka osnovna skupnost, kot je ekvivalent tega, kar je v starogrškem svetu predstavljala polis, ali v kelskem svetu oppidum, ali v germanskem svetu gau, v rimskem svetu civitas. Torej tista primarna politična skupnost, ki je človek pripadal, ne glede na to, kateri kralj, iz katere dinastije je trenutno vladal nad prostorom, človek je pač vedno pripadal neki skupnosti. No in tudi tu vidimo, da se v tem obravnavanem prostoru se že pred koncem 8. stoletja neke koncentracije tvorijo, ki se potem tudi v naslednjih stoletjih nadaljujejo. Kako pa je zdaj s tem, kakšna je kulturna pripadnost teh ljudi? Rekli smo, čisto na začetku lahko vidimo, da so prebivalci prihajali iz severa, potem v naslednjih stoletjih pa je prišlo še dodatnega mešanja. Torej, v 8. stoletju praktično ne samo, da pride do mešanja različnih skupin slovanskih govorcev, ki so se naseljevali, pač ki so se selile po prostoru, ampak se v neko enotno skupnost združijo tudi vsi staroselci, ki so v širšem prostoru še ostali. Sicer na dravski ravni praktično ni nobenih staroselcev v smislu nekih ostankov rimskih prebivalcev bilo, so pa bili odkriti v Gričevnih hribovih okolici, predvsem na Kozjanskem. In v 8. stoletju nekako pride do združevanja teh vseh različnih etničnih, kulturnih skupnosti in od takrat naprej lahko torej govorimo o enotnem prebivalstvu, ne glede na to, kakšna je izvorno etnična pripadnost bila, čeprav seveda vemo, da pa je očitno bila pretežno slovansko govoreča, oziroma te skupnosti, ki so se formirale, so bile slovansko govoreče, očitno zaradi tega, ker je seveda pretežni del prebivalstva bil slovansko govoreč in so se tudi prišleki, ki so izvorno drugače govorili, temu prilagodili, tako kot se še danes dogaja, ko se
naseljujemo nekam med drugačne govorce. Jezikoslovci pa so nekaj zanimivega zdaj ugotovili za ta čas te konsolidacije, te poselitve, da je prišlo do nekega kulturnega zbliževanja določenih širših prostorov in tako so ugotovili, da je prostor slovenskih panonskih narečij in koroških narečij se je z prostorom kajkavskega narečja, torej severno-hrvaškega narečja in slovaških narečij združil v en govorno skupino, v tako imenovani govorni kontinuum. Torej, prebivalci teh prostorov severovzhodne Slovenije, panonske Slovenije skupaj z Koroško, so z prebivalci celotnega tega zahodno-panonskega prostora tvorili neko kulturno skupnost, ki se je jezikovno razlikovala od ostalih, recimo, in tako od govorcev v današnji zahodni Sloveniji, tako od govorcev recimo na čakavskem prostoru tega hrvaškega primorja danes, recimo. In če pogledamo zemljevid, ki sem ga prej, tista koncentracija poselitve iz 8. stoletja, sem generiral, je računalniško generirana, glede na gostoto teh točk se generira neka območja, neke lise, kjer je najgostejša poselitev bila. In vidite, ta seveda prostor okrog Ptuja smo rekli, tista centralna poselitev, na drugi strani je ta prostor severnega Dravskega polja, mariborskega prostora in ta jezikovna meja panonskih narečij na eni strani in štajerskih narečij na drugi strani, ki poteka ravno med tema dvema skupinama, skupnostima, župama. Zdaj, da mogoče to lažje razumemo, moramo malo pogledati širšo politično situacijo v tem času. In sicer ta avarski kaganat, ki sem prej rekel, da je obvladoval politično celotni panonski prostor, vključno z današnjo Slovenijo, celotno 7. in 8. stoletje, je proti koncu 8. stoletja začel pešati. Njegova politična vojaška moč je začela pešati in to so izkoristili njegovi sosedje in sicer Franki, ki so takrat nekako zaslutili priložnost in se z vojaško močjo podali proti Avarom in jih tudi premagali. In s tem je okrog leta 800, najpozneje začetek 9. stoletja, je avarski kaganat razpadel popolnoma in pri teh vojskah, ki so sodelovali pri tem porazu oziroma pri zmagi nad Avari strani Frankov, so sodelovali tudi nekatere slovanska plemena. Iz pisnih virov vemo, da je en od vojska, ki je iz strani zahoda, iz Furlanije proti Panoniji prodirala, da je poveljeval nek Slovan, Vojnomir Slovan, v pisnih virih imenovan. Torej, vidimo situacijo, ko je da slovanske skupnosti, ki so sicer bile tega slovenskega prostora del te vojaške skupnosti, kako bi rekel, avarskega kaganata, so v enem trenutku začele se odvračati od njih in začele na drugo stran prehajati k drugemu sosedu. To si morate nekaj takega predstavljati kot recimo, ne vem, analogija recimo, kaj se je zgodila z Jugoslavijo, ki je bila neka politična tvorba in v enem trenutku so se prebivalci konkretno zdaj Slovenci, začeli bolj obračati proti zahodnim sosedom in smo začeli se bliže njim počutiti, bliže tem zahodnim Evropejcem. V nekem trenutku neka podobna situacija se je tu mogla začeti dogajati v drugi polovici 8. stoletja, no in v 9. stoletju je s tem, ko avarski kaganat razpade, je Frankovsko kraljestvo oziroma potem že Karolinško cesarstvo začetka 9. stoletja dalje, ko leta 803 papež Karla Velikega krona za cesarja in takrat naprej je to cesarstvo, je praktično celotni današnji slovenski prostor padel znotraj tega cesarstva še z večjim delom Hrvaške pa Madžarske vse do Donave. Tu je ta izsek iz tega zemljevida, vidite, da je tako Karantanija kot ta Panonija je del frankovskega
oziroma Karolinskega cesarstva. In sicer pomembno za nas tukaj, Karantanija je del cesarstva oziroma kraljestva takratnega frankovskega, itak postala že pred koncem 8. stoletja. Ko je sredini 8. stoletja so se Karantanci že pred ostalimi slovanskimi skupnostmi v Kaganatu so se odvrnili od Avarov in postali zavezniki Bavarcev, s čim so dobili tudi vojaško zaščito pred njimi. Torej Karantanija, torej ta slovenski prostor Koroške in tudi najverjetneje celega zahodnega dela Slovenije je pod Karantanjo spadal in je že preko 8. stoletja postal sestavni del cesarstva. Za razliko od prostora Panonije, torej tudi tega prostora, kjer je današnja recimo Panonska Slovenija, pa je sestavni del cesarstva postal kome nekako najverjetneje po letu 840, ko sta dva velikaša slovanskega rodu, Pribina in njegov sin Kocelj, ki sta iz prostora Slovaške, da sta bila nitranska kneza, pristopila tako rekoč oziroma se je spajdašila po domače povedano z Franki in postala frankovska grofa v spodnji Panoniji. Torej, cel ta prostor Panonske Slovenije in še zahodne Madžarske je postal del frankovskega oziroma karolinškega cesarstva. Pomembno tukaj pa je ravno ta meja med Panonijo in med Karantanjo, ki jo zgodovinarji, zgodovinopisci postavljajo na mejo tukaj, točno čez obravnavani prostor, nekako med Ptujem in med Mariborom naj bi ta meja potekala. Torej zahodni del Dravskega polja naj bi že spadal v Karantanjo, vzhodni del pa v Panonijo. In vidimo, da se ta poselitev v 9. stoletju se še dalje koncentrira na teh dveh župah, na Ptujski na eni strani, Mariborski na drugi strani. In Ptuj je v tem času prav postane pomembno regionalno središče. V pisni viri vemo, da so vsaj 2 cerkvi sta bili tam v teku 9. stoletja postavljeni. Na Grajskem griču je bilo pomembno grobišče odkrito z sledovi velikašov, to je čas družbenega razslojevanja slovanskega sveta, kjer se poglavarji, torej župani in njihovi pribočniki se začnejo pokopavati v vojaški upravi, kar nakazuje pač njihov posebni status v družbi. In to je predvsem značilno v 9. stoletju za Panonijo. Karantanija v tem času kot že tradicionalno oziroma že dlje časa sestavni del cesarstva, pa ne prakticira tega. Tam je krščanstvo že toliko močno, da se več ne prilaga orožja v grobove, se pa ta status nekaterih posameznikov izkazuje drugače in sicer v obliki polaganja nekakšnih zakladnih najdb. In sicer ena taka zakladna najdba je bila odkrita znotraj prazgodovinskega gradišča na Pošteli, znotraj okopa, kjer so bile odkrite ena taka sekira, značilna zgodnje srednjeveške oblike, del razlomljen in sicer del ostroge, še par drugih železnih predmetov, dragocenosti, kajti v tem času je železo zelo dragoceno in to ni to nikakor bil odpad, ampak dansko, če govorimo lahko govorimo o zakladu. Ne. In pomembno je tukaj ta oblika te ostroge, predvsem ta del, s katerim so se pritrjevali Jermeni, kajti te oblike so značilne za ostroge, ki so jih uporabljali v alpskem prostoru, v Karantaniji. Za razliko od ostrog, ki so recimo bili na Ptuju odkrite, ki so značilne predvsem za ta panonski prostor. Ne. Tako da že iz teh različnih oziroma iz predmetov različne kulturne provenience lahko slutimo na kulturno pripadnost na eni strani mariborske župe, ki očitno v tem 9. stoletju bolj tangira proti Karantaniji, in na drugi strani Ptuja, ki tangira proti Panoniji. In z tega vidika tudi nam potem razumljiva postaja ta meja govorna, ki se je očitno v tem času tvorila, kot sem rekel, na eni strani
ta štajerski govori, ki so očitno bolj vezani na alpski prostor, južno-pohorsko narečje, konkretno tukaj v severnem delu Dravskega polja, in panonska narečja, ki so vezana na prostor Panonije, kot se nekaj izvorno celo do Slovaške. Konec 9. stoletja pa se v širšem prostoru zgodijo dramatične spremembe, ki popolnoma porušijo situacijo politično, in sicer v Evropo se naselijo Madžari. Eno od teh konjeniških bojevniških ljudstev, ki so iz Srednje Azije prispele v Evropo zaradi nekega političnega dogajanja v tistem prostoru, v katerega zdaj ne bi zahajal. Ampak dejstvo je, da je celotni prostor severovzhodne Slovenije bil žrtev njihovih napadov in je praktično močno trpel. Tudi iz pisnih virov vemo, da je bil močno opustošen, tako rekoč, ne vem, prav, da je v puščavo bil spremenjen, so določene pač citati. In s tem se tudi kulturna pripadnost tega mariborskega prostora nekako spremenila. Zdaj, če govorimo kulturna identiteta, ki jo lahko na podlagi nekih materialnih virov slutimo. To je situacija, torej politična, ki je nastala potem, ko so se konec 9. stoletja se Madžari naselili, celotno 10. stoletje so praktično, oziroma do leta 955 so vsako leto tako reč vpadali čez današnje slovensko ozemlje proti zahodu, do Švice, do Nemčije. Leta 955 pa je Združena nemška vojska jih premagala in od takrat naprej teh napadov na nemško zemlje več ni bilo. Je pa meja med madžarskim kraljestvom, ki je nastala okrog leta 1000 in med nemškim cesarstvom, pa je spet potekala nekako ravno čez ta obravnavani prostor. Tako da je zahodni del obravnavanega prostora je bil del nemškega cesarstva, vzhodni del pa del Ogrskega kraljestva, govorimo zdaj o času konca 10. stoletja. Ptuj v tem času vidimo, da ima močno prisotnost Madžarov, ampak je pa še vedno kulturno, identitetno pa se tudi ta baza slovanska vsekakor čuti. Niso bili Slovani iztrebljeni ali kaj takega, sploh ne, samo pač novi gospodarji so zagospodovali nad mestom. Vidimo, da pa se mariborski prostor je močno razrečen v primerjavi z prejšnjim stoletjem. Kljub temu pa imamo nekatera najdišča arheološka iz tega časa znana, in sicer grobišče, ki ga datiramo nekako v 10. 11. stoletje, je bilo odkrito znotraj zidov opuščene vile Rustike v Radvanju. In sicer tam so bili odkriti grobovi, v katerih so pokojnikom pridali oziroma so jih pokopali v značilni noši, katere sestavni del so taki naglavni obročki. Oblika teh naglavnih obročkov nakazuje na kulturne povezave prebivalcev, ki so bili tukaj pokopani ravno z Panonijo. To je nakit, ki je prav značilen za panonski prostor tega časa, v alpskem prostoru, torej v prostoru nekdanje Karantanije, pa jih praktično ni, zelo izjemoma se pokažejo. In tukaj vidimo, kako je neke te spremembe materialne kulture so skozi stoletja zgodnjega srednjega veka močno povezane z političnim dogajanjem na širšem prostoru, torej neke geostrateški odnosi spreminjajoči so vedno vplivali tudi na kulturno identiteto, ki se vedno znova kaže tudi skozi nošo, skozi materialno kulturo. Je pa to čas, ko se mariborski prostor prvič pojavi tudi v pisnih virih, in sicer iz leta 985 je omemba, da je takratni pač kralj Oton III. Je enemu grofu z imenom Rahvin podelil zemljo oziroma kmetije v Razvanju. In to je najstarejša omemba tega severnega Dravskega polja, potem, ko so Madžari tako rekoč bili premagani 955.
in se umaknili v Panonijo in so prepustili alpski prostor nemškemu kraljestvu. In pomembno je ta listina zaradi tega, ker iz nje izvemo, da so torej Nemci ta prostor, ki je bil politično izgubljen, začeli konec 10. stoletja ponovno feudalizirati. To pomeni, da so neki sistem svojega politični, gospodarski sistem pa začeli ponovno uvajati. In kljub temu, da je to torej politično že del nemškega cesarstva, pa kot smo rekli, pa je kulturno identitetno, pa kaže na povezave vseeno z Ogrskim kraljestvom. Torej, gre za neko mejni prostor, ki je vplivan bil iz različnih strani. In torej vedno znova težko govorimo o neki togi kulturno-politični identiteti. Kajti ljudje, ki so prebivali pač v nekem prostoru, so vedno bili deležni impulzov iz vseh strani. Seveda, glede na moč vsakokratno nekih političnih akterjev je pač neka stran običajno prevagala, ampak to pomeni, da so pa na drugih področjih življenja bile zanikane, ali kako bi rekel, da jih sploh ni bilo. Še bolj zanimivo postane situacija, če pogledamo zdaj v tem času te jezikoslovne analize spet, kajti, kot sem omenil, se je v teh stoletjih naseljevanja, 7., 8., 9. stoletju, se en tak kontinuum tvoril jezikovni, ki je panonski del Slovenije povezoval z slovaško in kajkavskim delom Hrvaške in še celo Koroška je bila v tem času del tega kontinuuma. Ko pa so prišli Madžari in so iz vzhoda tako rekoč zabili en taki klin v slovansko prebivalstvo in istočasno pa je potekala intenzivno naseljevanje, kolonizacija iz strani Bavarske v Karantanijo, na pač današnjo Avstrijo zahodno, je nekako so tuji neslovanski govorci prekinili stik po eni strani med tem slovenskim prostorom in preostalim Balkanom na eni strani in tem češko-slovaškim prostorom na drugi strani. In kot posledica tega se je začel oblikovati ena govorna skupina, ki so jo govorili govorci današnje Slovenije in kajkavskega prostora, torej celo in čakavskega prostora, torej celega hrvaškega prostora. Torej, v času pred koncem 10. stoletja lahko govorimo o neki kulturni skupnosti na prostoru današnje Slovenije in Hrvaške, ki je se navzven razlikovala od ostalih. To pomeni, da so se ti ljudje med sabo bili identitetno bližje, kot pa navzven. Kar je mogoče zanimivo iz tega vidika, kar je pozneje, na podlagi česa je Trubar potem v 16. stoletju govori o Slovencih, ki bodo razumeli njegovo krajščino in med njimi navaja tudi Kajkavce oziroma Bezjake in Kroate oziroma Čakavce. Tako da vidimo, da te neke kulturne identitete, ki se nam potem skozi stoletja vlečejo, izvirajo iz nekih situacij, ki so nastajale že v zgodnjem srednjem veku. Potem v 11. stoletju se ta feudalizacija mariborskega prostora zelo, zelo močno ojača. Tukaj vidimo, kako se poselitev zgosti v primerjavi z prejšnjim stoletjem in iz tega časa, iz 11. stoletja, so tudi najstarejše še danes stoječe stavbe mariborskega prostora oziroma nekateri deli danes stoječih stavb izvirajo že iz tega prostora, mogoče bolj korektno za reči. In sicer ena od teh je cerkev svetega Jurija v Spodnjih Hočah, katere najstarejše deli so gotovo iz 11. stoletja, nekateri raziskovalci celo menijo, da bi lahko še starejša bila, celo iz karolinškega obdobja, ampak zaenkrat za 11. stoletje pa smo lahko sigurni. Potem druga taka stavba je cerkev Svete Marije v Slivnici. Tam je v prezbiteriju sta vzidana dva odlomka tega pleteninaste ornamentike, ki so bili značilni okras cerkva iz 11. stoletja, točno takšen tip. Sicer so taka pleteninaste ornamentike že od 9. stoletja znane na prostoru Karantanije, ampak prav takšen tip pa je značilen za 11. stoletje.
Potem še ena taka stavba je cerkev svetega Mihaela v Razvanju, katere najstarejši deli, ta osrednji dvoranski del, je gotovo tudi iz 11. stoletja, ne, ko je bila najstarejša faza te cerkve, je bila taka dvoranska cerkev, brez teh prezbiterija, polkrožnega in pozneje petosminsko zaključenega, ki je značilen za poznejša stoletja srednjega veka. Potem tudi mariborska minoritska cerkev, ki sem jo že prej omenil, njene najstarejše ostaline, ki so bile odkrite tukaj na prostoru, kjer je danes prezentiran ta srednjeveški prezbiterij, ne, znotraj njega, znotraj tega oboda, tega petosminskega zaključnega, en pravokotni del, ki izvira iz najstarejše faze cerkve, ki je na isti način zgrajena kot tista stavba, ki sem naprej na dvorišču kazal, iz 11. stoletja. Torej. Tukaj Janez Höfler je en tako tezo postavil, da gre za ravno to, za dvoransko cerkev ob dvoru sočasnem. Taka značilna situacija tega časa, kot prvotne cerkve so bile v tem času lastniške, ni še bilo župnij, kot se pozneje, ko imajo 10. stoletja dalje razvije, vendar v Mariboru ne pred 12. stoletjem. Naprej, prosim. Tu bom zdaj samo tako preletel, toliko da odvijete malo občutek, kaj vse v mariborskem prostoru je iz tega najstarejšega časa zgornje srednjeveškega še ohranjenega. Tudi deli zidov v gradu Hompoš so, kot kažejo arheološke raziskave, že iz 11. stoletja, nekateri mogoče še starejše, ampak recimo 11. stoletje gotovo. To je Igor Sapač tako aksonometrično študijo naredil, kako bi naj ta najzgodnejši del izgledali, ampak to so pač teze, to lahko bi tudi drugače izgledalo, ampak toliko malo, da dobite vtis. Tudi grad na piramidi, ne? Čeprav je sam grad, ta romanska faza je verjetno res komaj iz druge polovice 12. stoletja, ampak glede na odkrito nekatere ostanke, predvsem lončenine, pa kaže, da je prisotnost na piramidi bila že v 11. stoletju, ali je zdaj takrat že neka utrdba stala, ali je to bil neki stražni stolp, izvidnica, karkoli je težko reči, ampak keramika, lončenina torej, nakazuje na prisotnost že na piramidi tudi v 11. stoletju, istočasno kot spodaj na lento. Torej v času preden so pisni viri prvič omenjali Maribor. Torej, ne, vidimo, da se ta razvoj tega mesta z vsemi njegovimi sestavnimi deli, tako rekoč, se je začel že precej prej, preden so v pisnih virih prvič omenjeni. Je pa v pisnih virih cela vrsta naselij tega mariborskega prostora konec 11. stoletja omenjena. In sicer Razvanje, Kamnica, Radvanje, potem vas Studenci, ne, kot na drugi strani Drave od tega srednjeveškega Maribora, kjer sem ta dvor s cerkvijo na Lentum kazal. Pomembno v teh listinah je oznaka, ki jo ti kraji nosijo. Razvaj, ne? Radvanje je kot Opidum takrat imenovan. Ravno tako Radvanje. Ne? V Kamnici je tam omenjeno že dvor in cerkev. Iz pisnih virov v kombinaciji z materialnimi ostanki, torej z arheološkimi viri, lahko nekako rekonstruiramo ta razvoj, ki se je odvijal v prostoru. In na tem zemljevidu pa so kartirane ravno te kraji, ki so v teh listinah, ne, tega med 10. in 12. stoletjem, omenjene z nekimi oznakami, ki nakazujejo na pomembnejše naselbine, torej na nekmečke naselbine, na neke naselbine, ki se je trgovalo. Ne. Ptuj, zanimiva je tudi razlika med ptujskim prostorom, med Ptujsko župo na eni strani in Mariborsko na drugi strani. Vidimo, da imamo na Ptuju že konec 10. stoletja v pisnem viru Ptuj omenjen kot civitas, torej kot mesto. Ne. Za razliko od Maribora, ki se ga kot mesto omenja komaj v 13. stoletju. Vendar je tudi oznaka Opidum, nakazuje, da so se tam neke centralne funkcije, najverjetneje trgovanje, odvijalo. In vidimo, da ne gre za eno, torej v mariborskem prostoru za eno naselbino, ampak za celo mrežo nekih naselbin, ki se je odvajala. Ni bilo ene centralne naselbine, ampak so tako rekoč različne naselbine za ta primat verjetno začele tekmovati. Ampak v tem času še ni bilo jasno, katera pa bo tista, iz katere se bo
mesto razvilo, ki ga potem tudi v 13. stoletju omenjamo v pisni viri in ki je v 13. stoletju tudi dobilo obzidje in postalo centralna naselbina celega severnega dela Dravskega polja in je kot taka ostala še danes seveda. Torej, v času tem, ko so se začele formirati te neke neagrarne funkcije, ko se je feudalizacija razvijala, ni bilo jasno, kje bo tisto mesto severnega Dravskega polja stalo. Na tem zemljevidu pa je označena situacija, zdaj, ko se ta marka, ta mejna krajina nekako utrdi. Ta meja med nemškim cesarstvom na eni strani in ogrskim kraljestvom na drugi strani se utrdi. Namreč v času druge polovice 10. stoletja je meja nekako potekala približno v črti Ptuj-Radgona, torej vse, kar je bilo zahodno od črte Ptuj-Radgona je bilo nemško, kar je bilo vzhodno črte Ptuj-Radgona je bilo madžarsko. Potem v 12. stoletju pa salzburška nadškofija, ki je gospodovala Ptuju, je z njihovimi kastelani, gospodi ptujskimi, uspela Madžare izriniti še iz preostalega dela današnjega slovenskega Podravja, tako da se je meja nekako državna ustalila, ker je še danes meja med Slovenijo in Hrvaško, tam vzhodno od središča ob Dravi in poteka proti severu, čez Vinske vrhove, čez Presiko, nekako do Raškižja, Gibine, Štrigove. Torej ta meja, kjer je danes meja med Slovenijo in Hrvaško, se je spostavila že konec 12. stoletja in takrat se je utrdila tudi celotna preostala meja med prostorom današnje Slovenije in Hrvaške. Torej, takrat je dokončno današnji slovenski prostor postal sestavni del nemškega cesarstva oziroma potem njegovih naslednic do Avstro-Ogrske monarhije in je praktično ostala v tem nemškem cesarstvu do Prve svetovne vojne. V prostor južno od te meje pa je v srednjem veku, ki se je formiralo sicer Hrvaško kraljestvo, ki pa je bilo v tem času sestavni del madžarske krone. Torej, tu se je ena politična situacija utrdila, ki je potem dolga stoletja obstajala. Tu sem za en slajd šel pokazati, pa sem ga očitno pozabil staviti. Nič hudega, hotel sem pokazati, kako pa je zdaj ta politična situacija vplivala na oblikovanje govorov, jezikovne meje. Jezikoslovci so ugotovili, da pa se ravno v tem času, okrog leta 1200, se dokončno formirajo govori, ki jih danes imenujemo slovenska narečja. In se razlikujejo od kajkavskega na eni strani in čakavskega na drugi strani narečja. Torej, tudi ta politična meja, ki se v tem konec 12. stoletja postavi, predstavlja potem v enem trenutku tudi mejo govora. Torej, to, čemu rečemo današnja slovenščina, jo tako imenujemo nekako od konca 1200 dalje. Predtem pa vidimo, da, kot sem prej pokazal, so različni govorni kontinuumi, različne govorne skupine so obstajale v tem širšem prostoru, na podlagi katerih vidimo, da Slovenci zgodnjega srednjega veka nikakor niso bili kulturno, identitetno enotni. Zato nekateri poskušajo današnjo slovensko politično skupnost kar predstaviti v situacijo zgodnjega srednjega veka in reči, da je Karantanija neposredna prednica Slovenije politično gledano in take stvari, kar pa vidimo, da ni tako enostavno, ne moremo takih sporednic vleči. Obstajajo sicer neke povezave, neka dediščina, ampak so se kulturne identitetne, predvsem pa politične povezave se tvorijo v skladu z vsakokratnimi širšimi družbeno-političnim dogajanjem in je vedno odraz tega. Sem pa vam želel še, mogoče še na kratko, na tem zemljevidu sem kartiral en taki skupni tloris vseh arheoloških najdišč,
ki jih v tem prostoru obravnavanem poznamo iz časa 6. do 12. stoletja. To, kar sem prej po posameznih stoletjih kazal. In zdaj vidimo, kako močno se ti dve koncentraciji jasno kažeta. Po eni strani te ptujske župe, po drugi strani pa mariborske župe. Zdaj, imena mariborske župe ne poznamo, praktično to je delovno ime, ki ga pač uporabljamo, toliko da govorim, da ta zgodnja srednjeveška skupnost, ki se je tu formirala, ne, toliko da na nek način poimenujem. Naprej, prosim. Zanimiva je situacija, kako je Nemško cesarstvo, ko je v drugi polovici 10. stoletja ponovno začelo feudalizirati prostor, kako se je organizacijsko očitno naslonila na te zgodnje srednjeveške skupnosti, ki vidimo, da so začele praktično nastajati, se začele oblikovati že v 7., najpozneje 8. stoletju. In zelo pomemben sestavni del te srednjeveške feudalne organizacije je cerkvena uprava. Torej, konec 10. stoletja se v našem prostoru začnejo oblikovati prve župnije in sicer najzgodnejši dve, ki sta nastali po tezah zgodovinarjev, še pred koncem 10. stoletja sta župnija v Spodnjih Hočah na eni strani in župnija v Ptuju na drugi strani. In vidimo, kako so ti organizatorji, tako rekoč, izbrali za sedeža teh organizacijskih enot župnij, ravno prostor največjih koncentracij predhodne poselitve, oziroma so se naslonili na tisti prostor, kjer je bila organizacijsko skupnost najmočnejša. So verjetno izkoristili takratno organizacijo teh zgodnje srednjeveških skupnosti, teh žup, za organizacijo svojih župnij. Iz tega potem tudi lahko neposredno vidimo povezavo po eni strani med tem izrazom za zgodnjo srednjeveško skupnost župa in za župnijo kot oznako za cerkveno organizacijsko skupnost. In za župana kot tega nekega profanega, civilnega poglavarja, vodjo župe in župnika kot cerkvenega dostojanstvenika, ki župniji vlada. Tako da neposredne povezave vidimo torej med organizacijo feudalnega časa in predhodno zgodnje srednjeveško organizacijo prostora. In ne samo ta cerkvena organizacija, ampak tudi v srednjem veku, visokem srednjem veku, poznem srednjem veku predvsem, pomembno vlogo začnejo igrati mesta, kot neke centri skupnosti, ki se odvija pač trgovanje, ki se kapital nabira, kjer so dejansko ta mesta tudi moč dajo potem njihovim, kako bi rekel, zemljiškim gospodom, ki varujejo to mesto, ravno prek tega razvijajočega se kapitala, ki se takrat akumulira tam. In ni slučajno, da so torej te centralne mestne naselbine, ki so v 13. stoletju dokončno dobile tisti svoj status z mestnim obzidjem vred, nastale ravno na prostoru, kjer je že tako močna zgodnja srednjeveška skupnost bila. In obe praktično ti naselbini Ptuj in Maribor sta še danes centralni naselbini tega celotnega prostora in vidimo, da se je torej njihov razvoj v obeh teh začel najpozneje že v 8. stoletju. Torej lahko rečemo, da ima organizacija prostora v smislu skupnosti, ki so tukaj živele, neposredni izvor v zgodnjem srednjem veku. In torej, da je današnja organizacija prostora tako rekoč izvira iz ene tradicije, ki je več kot 1200 let stara. Hvala vam.